gledate oddajo Popotnik, jaz sem Janin, tole pa Iztok Tori. Pozdravljeni. Tisti, ki gledate televizijo, pa ki ste jo gledali tudi v prejšnjih časih, ga dobro poznate, ker je ena od največjih televizijskih legend, kar jih sploh je. A je to res ali ne? Vedno so še boljši in drugi, in jih je več in mlajši prihajajo in tako naprej. Ampak ukvarjaš se pa z marsičem. Ja, jaz kot televizist sem pravzaprav upravljal več poklicev. Od režiserja sem šel tudi na snemalca in pa seveda novinarja. Kako se je pa sploh začela tvoja televizijska pot pravzaprav? Pustimo to, kako se je začela televizijska pot. Ker sem pri tebi bova govorila o potovanjih, popotovanjih in podobnih stvareh. Skozi televizijsko delo in tudi privatno pa sem praktično prepotoval skoraj cel svet. In se mi zdi, da je v današnjih časih, ko je potovanje popolnoma normalna reč, ko jo lahko opravi vsak, kadarkoli, kamorkoli, na kakršenkoli način, 1, 2, 3, bilo to nekoč bolj zapleteno. Ampak pustimo to, smo srečna generacija, ki je lahko prepotovala svet. In zato polagam na srce vsem, ki imajo to možnost, da investirajo v potovanja, kajti to so investicije, ki jih nikoli ne izgubiš. Te investicije ostanejo do smrti. Tamle vidim, da imaš en zelo modern avtobus. Ja, leto 62 prejšnjega stoletja, potovali pa smo takrat, ko se praktično še ni skoraj nič potovalo, in sicer na svetovno prvenstvo v gimnastiki, kjer smo šli slovenski navdušenci spremljati nastop Mira Cerarja na svetovnem prvenstvu. Zgodba s takratnih časov seveda je taka. Prišli smo v Prago, gledali smo tekmovanje, izračunali, koliko mora dobiti Miro Cerar, da bo imel zlato medaljo na bradlji. Tekmoval je z njim Boris Šahlin, ki je bil Rus. In v trenutku, ko smo videli, da so sodniki ocenili Šahlina nekoliko previsoko, smo zagnali vik in krik in dvignili na noge celotno dvorano 20.000 ljudi v Pragi, ki je tulila zoper Ruse. Zadeva se je končala tako, da so sodniki oceno Šahlinu nekoliko popravili in sta si potem zlato medaljo delila. Koliko si bilo za en avtobus? Mislim, da smo bili 2 avtobusa, da nas je bilo. Takrat seveda je bilo to edinstveno, ker cel vzhod ni mogel potovati nikamor, mi pa smo lahko že prišli v svet. Kaj pa na konju je zmagal? Na konju je zmagal, absolutno, tam ni bil problem. Kakšne slike imaš še kaj tamle? Za začetek sem hotel povedati, da potujemo lahko tudi doma. Vsakič, ko se odločimo, lahko gremo na kolo, lahko gremo na smuči in se odpravimo od doma in je to že potovanje. Vedno in povsod, kamor greš, doživljaš, kaj s tem, vsak dan je drugačen, vsak dan se nekaj zgodi, vsak dan imaš nek nov vtis, s katerim potem lahko lažje živiš daleč naprej. Moram reči, da tudi po hribih smo hodili, obredil sem celotno Slovenijo s televizijo, mislim, da poznam vse gostilne v Sloveniji, ki kaj veljajo. Načelno pa, kaj s tem, sem prepotoval tudi, to je severna stena, potovanje po severni steni Triglava je tudi posebno potovanje. Namreč pri 54 letih, kolikor sem jih takrat imel, je bil to nekakšen podvig, na katerega sem zelo ponosen. To so pa že zgodbe s televizijo. V bistvu na Kosovu so se zavrtele vse stvari, ki so spremenile podobo Balkana. Iz Jugoslavije je nastal kup državic,
ki so zdaj del demokratične Evrope. Takrat pa, ko sem jaz te stvari počel, so bili to zelo turbulentni časi, ki sem jih zaključil s potovanjem po Drimu. To je albanska reka, po kateri so se valile množice Albancev iz diaspore iz Evrope, so prihajali se boriti na Kosovo, in to je bilo pa že leto 1998, ko se je pravzaprav ta balkanska zgodba zaključila potem zelo krvavo. A tale možak razumem tebe je Albanec? Ta je albanski snemalec iz Tirane, ja. In tam je potem snemal zgodbo, kako pravzaprav se popolnjuje UČK, kot se je temu rekla uradno, to se pravi Osvobodilna armada Kosova. Potem so pa seveda zgodbe televizijca, ki potuje po Evropi in snema mednarodna obzorja. To je slika izpred Berlinskega zidu leta 1992. Kmalu po padcu zidu so ohranili galerijo, na kateri so te najbolj znamenite poslikave z zapadne strani. Za tiste, ki ne poznajo, lahko poveš, kdo sta tista dva v erotičnem prizorju? Poljub Brežnjeva s Honeckerjem. Se pravi, Rus pa vzhodni Nemec, ne? Ja. No, tole sem posnel v Londonu, in sicer je to kokpit Concorda, znamenitega letala, ki ne leta več, ki pa je ostal in bo verjetno ostal najhitrejše potniško letalo v zgodovini letalstva. Čuden občutek, ko sem sedel v kokpitu, ki je manjši kot v današnjem avtomobilu, ko greš po cesti, ampak je to. To so pa zgodbe, ki sem jih doživljal na različnih koncih. To je recimo Danska, menjava straže, kraljeve. Kdo je po komu poplonkal tele kape? Angleži po Dancih ali obratno? Mislim, da so to skupne korenine, da se vsi kopirajo med sabo, da so pravzaprav te zgodbe enake. To je zgodba iz Weimarja, velika gospoda Goethe in Schiller sta na spomeniku s kolegom Dražem. To je Lado Draškovič, je snemalec televizijski, ki je podobna legenda kot jaz, cel kup oddaj sva naredila skupaj, in so to lepi spomini. To je recimo iz Romunije znameniti grad Drakule. Ob tem naj povem, da sem skozi te oddaje doživel tudi eno relativno zelo zanimivo zgodbo o Venezueli. Namreč šlo je za srečanja z predsednikom Chavezom, z legendo venezuelskega socializma, ki seveda ni mogel vzdržati, ker so pritiski Zapada, to se pravi predvsem Amerike, premočni, da bi lahko kakršenkoli drug sistem kot najbolj ortodoksen kapitalizem lahko prevladal. Zgodbe iz Čila poznamo, z Allende, poznamo zgodbe iz Kube. A verjameš v to, da so Američani ga okužili z rakom, Chaveza? Ne vem, moram priznati, da sva dobila diagnozo rak skoraj istočasno. Gospod je žal že pokojni, jaz sem se pa nekako rešil in sem preživel do današnjega dne. Ja, ker te niso Američani okužili. Ta zgodba, ne vem, no... Namreč da se zelo lahko okužiti z rakom, ni problem z današnjo tehnologijo. O tem nimam dokazov in ne bom govoril. Skratka, iz te serije je še tale slika zelo zanimiva. Namreč odkril sem, kje je geometrično središče Evrope. Zelo vzhodno za naše pojme v Litvi. In ta spomenik tukaj
je pravzaprav obeležje tega centra Evrope. Kako pa to določijo? Tako da izrežejo kartonsko podobo Evrope, pa potem kje je težišče? Ali kako? To pač geografi določajo po geometrični, oziroma po pač po koordinatah, no. Med Uralom in zapadnim rtom na Portugalskem, nekje so izračunali, da je to geometrično. Ja, Slovenijo vem, da so približno na tak način določili. Izdelali kartonski model Slovenije in pogledali, kje je težišče. Morda. S tem, da lahko te zgodbe zaključimo s tem, da smo doživeli cel kup prijetnih vzporednih dogajanj na teh snemanjih, tudi mnogo šopinga.